Krščanska vera niso navodila, smernice ali ideje na prvem mestu, temveč vir moči za človeško življenje. Ljudje se lahko prepiramo o religiji. Religija ponuja različne poti do Boga ali do nečesa. Toda Jezus ni zapustil nobene poti. On ni ustanovitelj religije. Dejal je, pridite k meni. Nažalost smo ljudje napravili iz Jezusa religijo. Lahko se prepiramo, da je določena religija boljša od druge. Toda evangelij prinaša samo eno stvar, Jezusa. On je edini odprtih rok, sprejme vse ljudi. On poseblja tisto, o čemer je sam govoril. Rekel je, resnično, resnično povem vam, kdor veruje, ima večno življenje. Jezus ni religija, je življenje, ki se ne konča na tej zemlji. On je oseba, s katero se lahko srečamo po Svetem Duhu zdaj. Jezus je oznanjal, Duh je tisti, ki oživlja. Meso nič ne koristi. Besede, ki sem vam jih govoril, so duh in življenje. Govori o duhu in govori o besedi, katero je oznanjal. Ko je Jezus deloval na zemlji, ni hotel, da samo nekaj vemo, ampak da doživimo moč njegovih besed. Božja beseda ni mrtva. Na veke ne bom pozabil tvojih ukazov, kajti z njimi si me poživil. Psalmist pričuje iz svojega življenja, da je beseda ukaz od Boga, kateri ga poživlja. Zakaj danes tega ne doživljamo? Ne beremo Svetega pisma, ker o njem mislimo, da je samo ena od mnogih knjig. Ko je mogoče začnemo brati, kaj hitro lahko opazimo, da to ni nek roman, ampak čisto druga knjiga, ki je težko razumljiva. Zato se mnogi več nočejo ukvarjati z njo. Mnogi tudi mislijo, da je Sveto pismo teološka knjiga in je samo za teologe, kateri se ukvarjajo z duhovnimi stvarmi in Bogom. Če se Svetega pisma lotimo samo iz teološkega vidika, teologija pomeni nauk o Bogu. Ali hočemo Sveto pismo razložiti samo na nivoju človeškega znanja, razuma, razmišljanja, racionalnosti o Bogu, bomo iz Svetega pisma napravili suhoparno knjigo z mnogimi zapovedmi, moralnimi pravili. To pa pomeni slabiti moč, ki izvira iz Svetega pisma Božje besede. Seveda se moramo lotiti Svetega pisma na nivoju človeškega razuma, proučevanja. Toda to je premalo. Ne smemo govoriti samo o teologiji, temveč moramo napraviti še dodaten korak, in to je korak vere. V Svetem pismu, njegovih besedah moramo tudi razmišljati svojim srcem. Dovoliti tretji Božji osebi, Svetemu Duhu, da besedo, ki jo beremo, oživlja v našem srcu. Žalostna je resnica, da je Jezus v svojem času moral nekaterim povedati. Jezus jim je odvrnil. Motite se, ker ne poznate ne pisma, ne Božje moči. Nažalost je danes isto ali veliko slabše. Mnogi ne poznajo ne Svetega pisma, ne Božje moči. Če se lotimo nove zaveze, je osrednjo sporočilo evangelij, kar pomeni veselo sporočilo ali vesela novica. Nekaj popolnoma drugačnega kot pravila, smernice, navodila, ki vodijo v religioznost. Evangelij je veselo sporočilo, novica, kar je Bog storil za nas. Jezus je oznanjal evangelij. Potem je hodil od mesta do mesta in od vasi do vasi, oznanjal in razglašal evangelij o Božjem kraljestvu. Z njim so bili 12.
Jezus je razglašal evangelij o Božjem kraljestvu. Oznanja je veselo novico o Božjem kraljestvu. Apostol Pavle pozneje zelo konkretno piše, kaj je evangelij, vesela novica. Spominja vas, bratje, na evangelij, ki se vam ga oznanil in ste ga tudi sprejeli, ter stojite trdno v njem. Po njem ste na poti rešitve, če se trdno držite besede, ki se vam jo oznanil, razen če ste zaman sprejeli vero. Izročil sem vam predvsem to, kar sem tudi sam prejel. Kristus je umrl za naše grehe, kakor je pismih. Pokopan je bil in tretji dan je bil obujen, kakor je v pismih. Prikazal se je Kefu, nato 12. Seveda Pavel tukaj piše vrste potem, ko Jezusa ni bilo več na zemlji. Cerkev v Korintu spodbuja naj na evangelij, ki so ga sprejeli. Moče Pavla malo skrbi, ali so se izgubili ali nekako izgubili bistvo evangelija, te vesele novice, da je Jezus umrl za njihove grehe in tretji dan vstal od mrtvih. Pika na i evangelija Božjega kraljestva je, da je Jezus umrl namesto nas za našo odrešitev in poravnal naš dolg pred Bogom. Tretji dan vstal od mrtvih. Smrtni konec obstaja, življenje po smrti. To bi moral biti velik razlog za veselje. Saj ne gre za določena navodila, kako moramo živeti, da bomo ugajali Bogu. Ne, gre za smernice, ideje, kako naj živimo krščansko življenje. Ne, ampak resnico, moč evangelija, veselo novico, kaj je Bog storil za nas. Nažalost se za mnoge kristjane krščansko življenje pri bistvu evangelija konča. Jezusovo vstajenje jim je kamen spotike. Ne morejo verovati, da je Jezus umrl in tretji dan vstal. Mnogi delujejo samo na nivoju človeške racionalnosti, razuma. Vse, kar je izven teh okvirjev, ni sprejemljivo. Zato je krščanstvo za mnoge postalo suhoparno ali ena od mnogih religij. Izgubili smo bistvo evangelija, da ni več vesela novica, ampak polno zapovedi in predpisov, ki jih moramo izpolnjevati ljudje. Moramo ponovno postaviti v center evangelij. Ko je Jezus govoril o poslednjih časih, stiskah, težavah, je v ospredje postavil oznanjanje evangelija. Najprej se mora oznaniti evangelij vsem narodom. V centru je še vedno vesela novica, evangelij, ki se mora oznaniti vsem narodom. Pomembno je znanje o Bogu, pomembna je dobra teologija. Toda ko iz središča odmaknemo evangelij, se radost in moč evangelija izgubi. Pridimo k Jezusu, ki nam ponuja veselo novico. Jezus ni samo nekaj učil, ampak je v Božji moči to tudi živel in storil. Jezus je povedal učencem, da bo moral umreti, toda tretji dan bo vstal. Učenci so temu popolnoma nasprotovali. Od takrat je Jezus začel svojim učencem kazati, da bo moral iti v Jeruzalem in veliko pretrpeti od starešin, velikih duhovnikov in pismukov, da bo moral biti umorjen in biti tretji dan obojen. Peter ga je vzel k sebi in ga začel grajati. Bog ne daj, Gospod, to se ti nikakor ne sme zgoditi. Za učence je bilo to vse prej kot vesela novica, da bo umrl, ker so preslišali, da bo tretji dan vstal od mrtvih. Toda kar je Jezus učil, je tudi izpolnil. Pokazal je,
da njegova beseda prinaša novo življenje in ne religijo. Razodeva Božjo moč od rešitev človeštva. Zato na koncu odprimo naša srca in se skupaj pomolimo in prosimo Jezusa, naj moč evangelija, njegove besede, resnice, kar je storil za nas, se dotakne naših src. Bodimo hvaležni Jezusu, kaj je on storil za nas. In sprejmimo to čudovito novico, da je Bog vse storil skozi Jezusa za našo odrešitev. Da mi lahko danes pridemo k njemu, ga prosimo odpuščanja in doživimo odpuščanje naših grehov. In doživimo Božjo moč in eno novo življenje, ki prihaja iz moči evangelija. Molimo. Dragi Jezus, hvala ti za to dejanje in resnico, da si prišel na ta svet. Oznanjal kraljestvo in na koncu umrl za naše grehe in omogočil tudi nam oziroma vsakemu, ki te sprejme za svojega odrešenika, večno življenje. Sveti Duh, prosimo te, govori in deluj v naša srca. Jezus, naj je tvoja beseda, življenje, moč, radost, naj so naša srca hvaležna, kar si storil za nas, polna upanja in vere, da je pred nami čudovita prihodnost, Gospod. Jezus, to te prosimo v tvojem imenu. Amen. Želim vam blagoslovljeno nedeljo.